Lep dober večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu. Nov teden je za nami, zato je čas seveda, da se pogovarjamo o slovenskem nogometu, prvi slovenski nogometni ligi, prvi ligi Telemach, kjer smo videli v tem tednu 3 srečanja, v tem vikendu 2 srečani pa predstavljeni. Dejan, kaj se je pravzaprav vse skupaj dogajalo? Ja, zagodili so nam vremenski pogoji, vse je že bilo pripravljeno tudi za nedeljski derbi, bom rekel, v Domžalah, pa še predtem predstavitev tekme Brava, ampak imava danes tudi gosta v studiu, ki bosta znala povedati kaj več o tem. Ja, kar pomeni, dobrodošli v oddaji Pod prečko. Z nami sta nogometaš Olimpije in zdaj ponoven tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Timi, zdravo. Lep pozdrav. Dobro večer. In pa športni direktor ljubljanskega Brava, Dejan Močnik. Dejan, živo. Lep dober večer. Ja, z Dejanom so že rekla, ne, z Dejanom iz Sport kluba, da so nekatere tekme odpadle v tem tednu. Ni prvič, zdaj vreme nam malce zagodilo je in verjetno nam še kaj bo tudi. Dejan, mogoče iz tega vidika pisarne, tega zadnjega vikenda. Ja, bilo je res, mislim, že prejšnja tekma je bila v takih, bomo rekel, nemogočih razmerah. Žal je pač igrišče na športnem parku v Šiški takšno, da ko je takšno vreme slabo, ko je veliko padavin, enostavno voda ne odteka. To je pač dotrajano igrišče. Po drugi strani smo v tej sezoni videli zelo dobro travnato površino, kar so potrdili tudi nasprotni klubi do trenutka, ko je pač se začne tako vreme. Trenutno smo pač primorani 2 tekmi v nadaljevanju odigrati v Stožcah, za kar se zahvaljujem Zavodu za šport Ljubljana, da nam je to omogočil in verjamem, da tudi kakšno v februarju, ko bo ponovno takšne razmere, upam pa, da bo pomlad čim prej tukaj. Ja, Timi pa ne bi mogel igrati, tudi če bi bili sjajni vremenski pogoji, kaj ne? Timi, kaj ti poškodba vam je zagodila? Kakšno je trenutno stanje, kaj je že za vami od trenutka, ko ste staknili to poškodbo? Pa prvih 10 dni od poškodbe v bistvu bilo same ugotavljanje, kaj se je zgodilo, magnetne resonance in podobno. Potem je pa dokaj hitro sledila operacija in zdaj v sredo bo 2 tedna minilo od same operacije in je še vse v dokaj zgodni fazi in zaenkrat čim več počivanja, ležanja. Kmalu upam, da bom lahko začel z določenimi vajami, ker dolg čas je že pristopil. Prepričan sem, da predvsem navijače Olimpije ta hip najbolj zanima predvidoma, kdaj naj bi se vrnili na zelenice. Ja, zdaj okvirno meni je bila največkrat izrečena številka 4 mesece, zdaj par tednov gor ali dol. To mislim, da je odvisno tudi od samega posameznika in same poškodbe, koliko hitro se bo celila. Jaz se bom potrudil, da bo to čim krajše, ker me definitivno vleče nazaj na zelenice, po drugi strani pa si doben ne želi prehitevati, da se potem ne ponavlja oziroma da nimaš kasnejših težav. Malce smo se šalili, ne, Miha prej dodajal s Timijem in z Dejanom, da Timi pravzaprav veliko tekem pa niti ne bo izpustil, glede na to, da Olimpija praktično že mesec dni ne igra in da sledi seveda premor. Dejan je rekel, to je provokacija, ampak ni provokacija. Timi, za vas verjetno niti ni slabo, da tele tekme Olimpije odpadajo. To pomeni, da boste odigrali kakšno več, kot ste načrtovali. Ja, upam, da ja. Zdaj ta teden tudi vremenska napoved ni najbolj bleščeča za vikend, ponovno gostovanje na igrišču v Domžalah. Mislim, da od srede naprej je v bistvu sneg napovedan, tako da bomo videli, če še bomo katero odigrali. Bo pa potem dosti bolj naporen ritem v spomladanskem delu, sploh na začetku, tako po pripravah, ker enkrat boš mogel te tekme spraviti noter in boš igral sred tedna. Tako da mogoče imamo zdaj malo prednosti pa sreče s temi prelaganji srečanj, ampak kasneje pa se to vse poravna, pa se ti vrne. Bo prišel trenutek tudi za poravnati te račune. Vseeno si poglejmo, kakšni so rezultati zadnjega odigranega kroga v prvi ligi Telemach. Kdo je vendarle uspel iztržiti tule veliko? Aluminij Koper 1-1, Mura Tabor 1-0 in pa Celje Maribor 0-1. Kot rečeno, Bravo Radom je predstavljena. Tekma bo jutri o 15. uri tudi z neposrednim prenosom na Sport klubu. Domžale in Olimpija, datum tekme zaenkrat še neznan. Mimo grede, v sredo nas čaka potem še ena tekma, zaostala tekma
Celja in pa Olimpija. Skratka, v tem tednu. Tudi s prenosom na Sport klubu. Tudi s prenosom na Sport klubu. Skratka, v tem tednu bo, kar se tega tiče, kar nekaj dogajanja. Zato bomo tudi v današnji oddaji, recimo pri predlogih za najzadetek, morali pač operirati s tem, kar imamo do tega trenutka. Kako izgleda lestvica do tega trenutka? In pa videli boste seveda tudi, kdo vse ima določene zaostale tekme. Dobro, na vrhu so Koprčani 37 točk, draga gosta, potem Maribor 36, pa Mura 28, tu je Olimpija 27 točk, tudi Bravo, s tem, da imata in Olimpija in Bravo svoj dolg do odigranih tekem, Olimpija celo 3, Bravo 1 tekmo, pa potem Domžale, Celje, Aluminij, Tabor. Radomlje, ti mi najprej k vam. Olimpija, zdaj ta lestvica je pa ni realna, ne? So za ostale tekme, nekaj kredita je zagotovo še. Kaj bi vi dejali po dosedanjem poteku sezone? Pa definitivno so mešani občutki. Z določenimi rezultati smo lahko bili zadovoljni, z določenimi srečami pa absolutno ne. Kot predstavniki kapetan Olimpije mi vsi vemo, kaj je nam cilj, kaj so pričakovanja tudi navijačev. In ja, imamo par srečanj v rokavu, ampak vse na to treba zmagati, da prideš do tja, kjer si želiš biti. In trenutni pogled na lestvico mogoče ni najlepši, ampak vem, da ekipa in trenerji, strokovni štab delajo na tem, da v primeru, da še bomo odigrali par srečanj v tem delu, da izvlečemo čim več točk. Ker tudi po tej situaciji za samo korono verjamem, da za fante po 10 dneh karantene ni zdaj lahko priti nazaj v ta ritem, sploh če je kdo imel malo hujše simptome na zdravje, to lahko kar močno vpliva. Tako da zdaj je mentaliteta v bistvu ta, da iz tega dela potegnemo čim več, kar lahko. Dejan, kaj pa lestvica z vašega zornega kota Brava? Kazalo je nekaj časa celo še bolje, kot je v tem trenutku, ampak verjamem, da niste preveč razočarani, še vedno ste v zgornjem domu lestvice, zelo blizu sta recimo tudi Olimpija in Mura, ena zadnje, tretja vaša sezona v prvi ligi, najprej 6. mesto, potem 5. Kakšne cilje ste si zdaj zadali, še stopničko više? Pa ne pozabimo še na pokal. Ja. Ne, naš cilj ostaja isti, se pravi v prvi vrsti obstanek v ligi, pa dvigniti neke stvari na različnih področjih. Vse, kar je pa več, seveda bomo veseli. Pogled na lestvico z našega zornega kota je dober. Dejstvo je, da kakšno tekmo bi morda lahko bil drugačen rezultat, ampak smo zadovoljni, nas pa čakata v tem delu še 2 zelo težki tekmi. Na koncu smo pač videli, kaj bo to prineslo te 2 tekmi in tudi na koncu sezone. Seveda želimo si biti čim više, ampak poudarjamo osnovni cilj je obstanek, postati dokončno stabilen prvoligaš. Ja, je pa tukaj še pokal, kjer pa pač tudi ne bomo vrgli puške v koruzo in igrali do konca. Ampak pokal je vendarle še daleč, že jutri pa nova tekma in to v Stožicah. Tako je, v Stožicah. Malce nenavadno za vas, ampak to navezujem zato, ker je pred časom trener Dejan Grabič dejal, da bi si celo bolj želel igrati v Stožicah, da je tam igrišče večje in da naj bi Bravo to nekako še bolj ležalo, po domače povedano, da naj bi bila igra Brava takšna, da bi jo bolje razvili celo na večjem igrišču. Ne, to se strinjam. Mogoče je bila njegova izjava malo napačno razumljena, da si on želi v Stožice, klub pa ne. Kar temu ni tako, mi dejansko vemo, kaj želimo, ni odvisno tudi samo od nas. Dejstvo je, da Stožice niso v najboljši kondiciji trenutno, travnata površina, vemo, da tam igra trenutno Olimpija in reprezentančne tekme. Dejstvo je, da bomo slej ko prej mogli biti v Stožicah, ko bo prenova Sanga Žaka. Po drugi strani si pa sami želimo imeti svoj dom, kot ga imamo trenutno na Žaku. Sem pa izga mnenja, da večje igrišče nam bolj odgovarja, ker igramo pač kompaktni nogomet, ozko pa plitko in iz tega po odvzeti žogi želimo imeti prostor za branilci nasprotnega moštva in čim hitreje priti do gola, kar je 3 metre razlike med Žakom in Stožicam, sigurno se pozna. Zdaj, veliko prostora so napadalci imeli v Celju, na tekmi Celje Maribor, kljub temu na koncu zgolj en zadetek. Pravim zgolj, da ja, ker glede na akcije bi jih definitivno lahko videli več. To je bila tekma za gledalce. Absolutno, priložnosti je bilo precej res na obeh straneh, recimo že Celjani
so imeli v 4. minuti izjemno priložnost, pa samo nekaj sekund kasneje zadetek Mariborčanov. Pravi čudež, da v bistvu, tako kot si dejal, edini gol na tekmi, kajti gledalci bi jih lahko videli seveda še bistveno več. Tule zdaj vidimo to priložnost Božiča in jasno nikoli ne bomo izvedeli, kako bi se tekma končala, če bi Celjani povedli, tako pa je sledil protinapad Maribora, Sikoškov predložek in potem Modrinski, ki zdaj zadeva, zdi se, iz vsakega položaja na kakršenkoli način se dotakne žoge. Ja, ta ga zdaj želi, njegov 7. zadetek in Maribor nekako leti na krilih Ognjena Modrinskega. Zdaj, mogoče Timi, če vas tukaj spustim, da ne bo prišlo do konflikta interesov, če se malce pošalim, pa grem raje na Dejana. Celjani s 3. zaporednim porazom v določeni, bomo rekli, krizi, Maribor pa v neki zgodbi, ki se bistveno bolj dviga po prihodu Modrinskega. Modrinski zagotovo kvaliteten napadalec, ki dosega zadetke. Očitno se mu je odprlo, verjamem, da to ni njegov zadnji zadetek v tem delu sezone. Celje pa ne vem, mislim, jaz težko komentiram njihovo zadevo, kaj ti treba vedeti, kaj je v ozadju, kakšni so bili cilji, pričakovanja pred sezono. Vsak klub mora polagati račune sam sebi. Je pa dejstvo, da pač vsak klub, vsak poraz boli, ni fajn zgubiti, vedno je lepše in lažje po zmagi, ampak treba stvari analizirati, kaj je dobro, kaj ni dobro in delati dalje. To je edina pot. Miha, vem, da si želel spustiti Timija, ko gre za Maribor, ampak moram ti povedati, da mi je predodaj izdal, da je imel vseeno nekaj treningov v Mariboru, ko je bil še res fantič, 8 ali 9 let star fant. Timi, prav gotovo spremljate igre Maribora. Ne nazadnje ste tudi doma, v bistvu predvsej bližje Mariboru, kot pa sedanji ekipi Štajerc v Ljubljani. Kako spremljate zadnje predstave Maribora? Maribor se je res močno dvignil na lestvici. Ja, v zadnjem obdobju po samih rezultatih so se res dvignili. Tudi, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno, so od zadaj v obrambi dosegli veliko clean sheetov, po domače povedano, teh ničel, ki jih mogoče kdaj prej ni bilo. In vsi vemo, da profesionalizmu ti to nosi rezultate in točke. Saj je na koncu dosti lažje zmagati same tekme, če v bistvu ne prejmeš tega zadetka. In ja, pred tistim derbijem z Muro so res bili v eni izredni seriji in tudi takoj po tisti tekmi se vidi, da so dali nazaj po gasu in osvojili 3 točke. Tako da so se res dvignili in so nevaren nasprotnik zdaj. Kako sem rekel, mi pa moramo gledati na sebe, imamo te tekme in določene težave in bo treba začeti zmagovati, da nam ne pobegnejo preveč. Mi bomo kmalu gostili tudi Alžbeta Juga, vratarja Maribora, ko bo na liniji, prosim režijo, da nam to tudi sporoči. Bi pa vmes, Dejan, tudi tebe vprašal. Videli smo, da je Matjaž Rozman branil na tem nesrečenju zelo dobro, mogoče celo najboljši posameznik tega dvoboja, kar veliko pove o tem, koliko priložnosti se je vse zapravilo. Kljub temu, da so informacije že prihajale v javnost, da se, bom rekel, njegova igralska kariera počasi izteka in da se počasi že prestavlja tudi v trenerske vode, če sem dobro razumel. Ja, Celjani, to ni nobena skrivnost, imajo 3 izjemne vratarje. Raduha je imel dolgo časa nekako vlogo prvega vratarja, pa je staknil poškodbo. Potem je v zadnjem obdobju tudi zelo solidno branil Jurhar, ki pa je zbolel. In Celjani imajo, bom rekel, to srečo, da imajo še enega izjemnega vratarja, prekaljenega Rozmana in res smo videli, koliko lahko pomeni tudi, ko ima en sam klub 3 tako kakovostne vratarje, da se praktično ne pozna tudi, ko brani recimo temu 3. vratar, čeprav gre, mislim, da tu bolj za dogovor, ne zdaj, da bi kdo imel kakršenkoli status, ampak tako kot si dejal, Rozman je nogometno že kar v letih in se bo počasi posvečal jasno ob zaključku igralske kariere še nekaterim drugim zadevam. Dejan, tudi vi ste normalno, tako kot vsak klub, določene igralce pripeljali, zamenjali, imeli spet zelo srečno roko, kar se vratarskega mesta tiče. Na posoji je Renato Josipović iz Zagreba. Kdaj je prišlo do stika z njim, kako ste to zadevo izpeljali? Vemo, da je to praktično junak dvoboja
četrtfinala pokala v Murski Soboti, ubranil 4-11 metrov, ki ni vsakdanje in požel takrat zelo, zelo veliko simpatij in tudi pozornosti. Ja, res je. Te stiki so bili že mogoče za zelo začetku pomladi, marc, april. Vedeli smo, da imajo kvalitetnega vratarja v drugi ekipi, zavedali smo se, da nas bo po vsej verjetnosti zapustil Igor Vekić, kar se je na koncu tudi zgodilo. Poznali smo njegove karakteristike, dogovorili z Dinamom za vse detajle, pogledali ga na parih tekmah karakterno, vse skupaj in tudi naš trener vratarjev Miha Obrez, ki zadnji potrjuje vratarsko sestavo, potrdil in to je pač pripeljalo do tega, da se nam je pridružil. Moram pa poudariti, da imamo tudi mladega, ki se kali, svojega, se pravi Lubeja, ki tudi zelo napreduje in verjamem, da ga bomo kmalu videli tudi na zelenicah prve slovenske nogometne. Ja, Lubeja, ki prihaja iz nogometne družine, njegov oče, nekdanji rokometni reprezentant. Zdaj pa imamo na naši zvezi, na video povezavi, tudi vratarja Maribora, Ažbeta Juga. Ažbe, se slišimo? Ja, dober večer vsem. Ažbe, povejte nam za začetek, kako je bilo v štajerskem derbiju, rezultat vemo, 1-0, kako je bilo, kar se zadeve tiče na igrišču, kako ste vi doživeli to srečanje, ki ga je odločil en sam zadetek. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo zmagali to težko tekmo. Začeli nismo preveč dobro. Mislim, da za gledalce je bila gledljiva tekma, ampak na igrišču je bilo kar težko. Drugače pa smo zadovoljni, da smo osvojili 5-3 pike, ki so zelo pomembne za našo ekipo in klub. Ažbe, tista vaša obramba v 4. minuti, še pri začetnem rezultatu, kaj menite, koliko je vplivala na končni razplet? Ja, mislim, da je kar dala neko samozavest ekipi. Saj zato sem zraven, zato sem na golu, da pomagam ekipi, da jim dajem neko samozavest, da smo lahko skupaj uspešni. Ažbe, v tujini ste se učili, bom rekel, vratarske profesije. V Mariboru delujete s Pirihom, ki je zelo cenjen v tem svetu. Predtem je bil tu seveda kot legenda kluba tudi Jasmin Handanović. Kako doživljate vi sami to zgodbo in sodelovanje z njima? Ja, moram reči, da v vseh teh klubih, ki sem bil, še nisem sodeloval z takšnim trenerjem, kot je Mitja Pirih. Res vse, kar treniramo oziroma analiziramo, same popolnosti, kar me zelo veseli, je tudi, kako bi rekel, nek razlog, zakaj sem prišel nazaj oziroma v Maribor, ker sem vedel, da se bo dobro delalo, ker želim napredovati, ker želim biti še boljši in seveda pomagati ekipi. Je pa pripomoglo zelo, da je prvo sezono z mano ob meni bil Jasmin, ki mi je tudi zelo pomagal, dajal nasvete in mislim, da sem tudi tako za njegovo pomočjo napredoval. Ažbe, se je bilo po 10 letih igranja v tujini težko vrniti v Slovenijo, sploh zato, ker ste stopili v kar velike čevlje vašega predhodnika, ki je prej resnično zaznamoval desetletje med vratnicama pri Mariboru? Pa vrnitev domov ni bila preveč težka. Oziroma je bila kar lahka, saj sem vedel, da bom ob svoji družini in seveda moje srce je vedno bilo pri Mariboru, tako da je odločitev bila zelo lahka. Ja, Jasmin, kot vemo, je zaključil zelo dobro zgodbo tukaj, pripeljal klub, vsi vemo,
kam. In moram reči, da je začel neko pot oziroma je bil prvi, ki je utiral to pot za vse nas, ki bomo šli za njim. Tako da v narekovajih je za nas nekoliko lažje, ker vemo, kaj je treba vse povati oziroma kakšen potek dela je potreben, da se pride do teh rezultatov. Sedaj pa pač na nas, da se dela, navidira na vseh napakah oziroma stvareh, ki jih je treba nadgraditi in upam, da bodo rezultati prišli z nami. Ažbe, midva z Miho zelo rada takole goste malce spraviva tudi v smeh. Ne? Pri vas, kljub temu, da imate sjajne rezultate, nocoj še nismo videli nekega prešernega nasmeha na obrazu. Morda bo prišel zdaj, ko vas bova spomnila, da ste v zadnjih 8 krogih kar 7-krat svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. V Mariboru vam gre zares sjajno. Ja, super. Mislim, sami vemo, da takšni rezultati ne bi bili mogoči z ekipo. Res, začetek sezone nam ni bil na naši strani, sreča ni bila na naši strani. Vemo, da je zadnja linija ista kot od začetka sezone, ampak dobivali smo prepoceni gole. Kar je pa najbolj pomembno, da smo dali zvesti sami sebi, da smo vedeli, kako je treba delati, trenirati in verjeti, da so lahko rezultati boljši. In mislim, da nas je to nagradilo in še vedno stremimo k temu, da bo rezultati vedno boljši in boljši in sama igra tudi boljša. Mogoče še pogled v prihodnost, naslednji obračun z Domžalami vas čaka konec tedna. Ja, zdaj je naš popoln fokus na naslednjo tekmo z Domžalami. Treba je zaključiti ta nek cikel pozitivno. Sami vemo, da vsi ti rezultati, ki smo jih dosegli, ne pomenijo nič, če ga ne zaključimo dobro. Tako da ta zadnja tekma z Domžalami je najbolj pomembna od vseh. Da se potegne neka črta oziroma da se potem analizira vse, kar je bilo dobro in kar je bilo seveda slabo, da se potem popravi in da so rezultati še boljši in boljši. Saj mislim, da vsi skupaj verjamemo, da se lahko boljše igra, da to serijo, ki smo jo naredili do zdaj, da jo lahko še podaljšamo v prihodnosti in mislim, da smo tega tudi sposobni. Ažbe, v zadnjih 10 krogih 7 zmag, 2 remija in 1 sam poraz za Maribor. Vrnili ste se tik pod vrh prvenstvene lestvice. Prej sem že omenjal te številne tako imenovane clean sheete, kar 7 v zadnjih 8 krogih, kar se vas tiče, ampak zdaj prihajajo Domžale, te tekme ste se malce že dotaknili, ki pa vam očitno delajo določene preglavice na zadnjih 2 tekmah, vključno s pokalno, pa ste proti Domžalčanom prejeli največ zadetkov, kar 5, mislim, da na zadnjih 2 tekmah. Ja, tudi lansko sezono v njimi ni bilo preveč lahko. Bili smo največ golov proti njim od vseh ekip, ampak mislim, da vsaka ekipa ima eno drugo ekipo, ki ne leži preveč, in mislim, da imate prav, da so to za nas Domžale. Zato je še toliko večja motivacija, da v soboto to popravimo, da jim vrnemo za vse, lahko rečemo, poraze, ki so nam jih prizadejali. Ampak naš fokus je na nas, da dobro treniramo in da dobro odigramo tekmo v soboto. Super. Ažbe, hvala lepa, Hvala lepa. za vklop v podprečko in seveda dobro tekmo, dobro se potem spočite in dobro nadaljevanje v sezoni. Lep večer še naprej. Hvala.
Hvala. Ja, gremo naprej s tekmami. Danes moramo namreč malce hitreje zaključiti z oddajo kot sicer, ker nas čaka kasneje tudi tekma Premier lige. Mura Tabor 1-0, Nadim Mulahusejnović je zabil za Muro, zadetek v 59 minuti. Ena dominantna predstava Mure. V prvem polčasu se je zdelo, da Tabor še nekako drži nivo igre, potem je močno padal. In pa problem. Zdaj Tabor je prišel Dejan v prvo ligo istočasno kot Bravo. Zdelo se je pred 3 meseci zdaj že, ne, da je to morda celo borba za Evropo, malce se že lahko sanja o tem, potem pa pride serija 10 tekem, ko ne uspeš zmagati 7 zaporednih porazov. Kako menite, da se lahko ekipa iz takšne negativne serije izvleče? Težko je. Neugodno vprašanje, ne govorimo zdaj v vlogi športnega dela, ampak čisto kot nekega nogometnega delavca, ki pač poznate situacijo, poznate tudi recimo nivo kluba, ki je zadnje 3 sezone preživel v tej prvi ligi. Je težko v taki situaciji. Meni je ključno, mi smo tudi imeli, ne vem, prvo sezono, mislim, da 7 krogov brez zmage, nismo pa 7-krat zapored bili poraženi. Je ključna stvar, da glave v klubu ostanejo mirne, da se stvari analizirajo v pozitivno smer in pa seveda, da igralci zaupajo še vedno in vsi skupaj, da se iz tega lahko spravi ekipa in celoten klub na boljše čase. Dejstvo je, da tukaj biti pameten je zelo težko. Jaz ne poznam odgovora, če ne bi poklical trenerja Kosiča in mu z veseljem pomagal, ampak to je pač težka situacija. Verjamem pa, da slej ko prej bojo nanizali tudi pozitiven niz. Dejstvo je, da imajo kar nekaj težav s poškodbami. Ja, Krivičič, Koa, Bongongi, Kevin, vsi odsotni. In pa, da niso odigrali slabih tekem, kakor sem jaz spremljal, so bili kar dobri v nekih situacijah igri, ki jih spremljam jaz, Kosičevo delo že od prej. Je pa res, da dobijo zadetek, mislim, prejmejo zadetek, dosežejo ga pa ne, kar se je tudi nam dogajalo včasih. Tako da verjamem, da se bojo iz te manjše krize izkopali pa šli v pozitivni niz. V ozadju vidimo zadetek Mulahusejnovića po sjajnem prodoru Karničnika. Zdi se, da naš gost v prejšnji oddaji počne trenutno na slovenskih zelenicah, kar se mu zahoče. Timi, to je tudi vaš reprezentančni kolega na nek način, ampak tu me bolj zanima zgodba Mure, predvsem zadnjega obdobja ob tisti zmagi proti Tottenhamu, pa potem še zmaga proti Mariboru. Zdi se, da je to zdaj znova tisti Murin moment. Ja, definitivno so se zelo dvignili. Imajo ta prepoznaven slog, to igro. Vemo vsi, da so kvalitetni. Tudi v prestopnem roku so se dosto ojačali. In enkrat se bo to začelo kazati, kot kaže, je ta trenutek že napočil. Za tisto zmago proti Tottenhamu v Evropi so verjetno tudi dosegli neke notranje cilje za osvojitev v Evropo, so verjetno cilje tudi na določene točke in finančno pomoč, ki pač s tem pride. In zdaj lahko mirne vesti igrajo še tisti zadnjo srečanje brez pritiska in se lahko mogoče že malo bolj osredotočijo na samo prvenstvo, kjer so mogoče imeli določene težave pač prav zaradi te Evrope. Vemo, da ni lahko igrati praktično na 3 dni na tem visokem nivoju in se potem vrniti v domače prvenstvo in še tam redovno zaporedoma osvajati točke in zmagovati. Ampak ja, zdaj so tista prava Mura, kvalitetna in kot kaže, so se našli in so osvojili to, kot sem rekel, v Evropi. In ne bi si jih želel zdaj za nasprotnika. Že jutri, recimo. Ja. Se pravi, Mura, Tabor 1-0, Nadim Mulahusejnović strelec, Tabor bo igral v Celjani, Mura pa v Kopru v zadnjem kolu, ker bomo tudi s studijskim delom pospremili vse skupaj. Aluminij, Koper 1-1, Koli in pa Kadrić strelca, vse v drugem polčasu. Dobro, na tej točki se pa moram tudi sam z nekim uredniškim momentom oglasiti. Predvsem iz vidika tega, kar se je dogajalo potem tudi po tekmi. Kljub točki, ki je Aluminij dosegel proti prvovrščeni ekipi na sami lestvici, je kar nekaj nervoze se je potem stresalo po našem komentatorju Timu Obrezu, ki mu je predstavnik za stike z javnostjo Aluminija
očital neko pristranskost, kar, bom rekel, ostro zavračamo na Sport klubu in predvidevam, da je to veliko zmoto nekako ugotovil tudi sam, glede na to, da se je kasneje timu opravičil. Moram reči tudi, da razumemo določeno nervozo, ki se dogaja po samih tekmah, ampak hkrati pa menim, da se krivca za rezultate mora iskati kje drugje. Kljub temu je profesionalno pred mikrofon stopil trener Aluminija po obračunu in kolegi timu povedal tole, kar bomo zdaj slišali. Objavili bomo celoten njun pogovor. Vi ste iztržili pozitiven rezultat, ste na koncu s točko zadovoljni proti vodilni ekipi slovenskega prvenstva? Ja, ne vem, jaz bi mogel najprej vas vprašati, če smo mi lahko zadovoljni s to točko. Kako to mislite? Ja, glede na to, da zelo pristransko komentirate naše tekme. Tako kot v Murski Soboti par kol nazaj, tako kot tudi danes preko celega srečanja ste zelo pristransko komentirali. Jaz ne vem zakaj, mi tu v Kidričevem se vsi trudimo za dobrobit nogometa, delamo pošteno, potem pa smo zelo prizadeti, no, ko smo na igrišču deležni takšnega komentiranja. V Murski me enkrat res zaneslo, to priznam, se vam iskreno opravičujem. Sicer Mura je na koncu zmagala, po moje je igrala boljše, kaj vas pa je danes tako zmotilo pri mojem komentiranju? Glejte, je vse posneto, lahko še enkrat pogledamo, ampak to sem zdaj jaz vas vprašal. Vedno mi še niste odgovorili, a smo si mi zaslužili to točko ali ne. Do izključitve ste bili po mojem mnenju v podrejenem položaju, potem pa ste prevzeli pobudo in dobro napadali, kar sem med prenosom tudi povedal. Se absolutno strinjam z vami. Do izključitve, sploh prvi polčas, smo bili neprepoznavni, zelo slabo smo šli v tekmo. Bom rekel tako, da je bila slika podobna, kot je bila na treningu cel teden. Cel teden smo malce slabše trenirali in tudi v tekmo smo šli slabše. Ampak na koncu koncev izključitev je bila zaslužena. Po izključitvi pa smo prevzeli kontrolo. Bom pa rekel, da smo v zadnjih 10 minutah vseeno kljub igralcev več in premoči posesti, ki smo imeli, odigrali preveč neodgovorno in pustili Kopru, ki pa ima izjemno kvaliteto, spredaj popustili Kopru, da so šli v tiste 2-3 kontre, to se nam ne bi smelo zgoditi. V drugi strani pa bi mogli biti malenkost bolj spretni pri teh zaključkih in mogoče bi se na koncu lahko veselili tudi 3 točk, ampak točka je povsem realni stežek danes. Najlepše. Da ne bo pomote, ne kritiziramo, ampak celo spodbujamo in želimo izmenjavo mnenj na nivoju, če lahko tako rečem. Zdaj, Timi, nedolgo tega, pravzaprav, dobro, nedolgo, mesec dni nazaj, ste vi dosegli avtogol nesrečno ravno v Kidričevem. Celotna vaša ekipa je šla mimo našega letečega reporterja, vsi so bili razočarani. Vi ste na koncu nekako zavzdihnili in se ustavili pri njemu. Vem, da je težko, sploh če ekipa izgubi po takšnem avtogolu. Kako težko pravzaprav je potem stopiti pa povedati nekaj, hkrati pa verjetno čutite to profesionalno odgovornost, da te svoje občutke podate tudi ostalim. Ja, definitivno je neka profesionalna dolžnost, da poveš svoje mnenje, da izpoštuješ ljudi, ki profesionalno pridejo na naše srečanja. Definitivno si to tudi mi želimo, da se nogomet v Sloveniji dvigne na ta nivo. Verjetno je v tujini še toliko težje, ko je še toliko večji pritisk. Ja, pač v tistem momentu kot kapetan se mi je tudi zelo prav, da stopim pred mikrofon in povem, kaj se je zgodilo in kaj je šlo narobe. Ampak to je eno srečanje, nogomet, sezona je maraton in v tistem trenutku je res glava vroča, ampak moraš gledati širšo sliko in jaz ne vidim dobenega problema, da kdaj ne bi upal oziroma si ne bi želel stopiti pred kamero in dati izjavo. Je pa verjetno lepše, Dejan, ko zabijaš super zadetek, kot ga je Guerrico v prejšnjem kolu, kar je tudi najzadetek. Vi ste ga izbrali na naši spletni strani. Spomnili se ga bomo. Dobro, Bovha in tole je priložnost za protinapad Aluminija. Bovha pa slabo in zdaj Bovha manjka v zadnji vrsti. Pa tako je strelo, daleč gol!
Kakšen šok zdaj za domačo zasedbo. Jan Žekovič je klonil, Ignacio Guerrico pa je poskrbel za pravi golaso. Strel po tleh. Tako je delovalo, da je lahko žoga zaradi hitrosti nevarna za Jan Žekoviča. Videli bomo z tega posnetka, če bi moral Jan Žekovič tule bolje posredovati. Imel je veliko časa, žogo je spremljal oddaleč. To je bil torej najlepši zadetek prejšnjega kroga po vašem izboru, zdaj pa vam ponujamo izjemoma 4 izbore, kajti v tem krogu smo za zdaj videli vse 4 zadetke in nikogar nismo želeli prikrajšati za tole, kar sledi zdaj, torej pregled 4 zadetkov aktualnega kroga. Isto Kolja. Podaja proti bližnji vratnici, Koper vodi, Lamin Koli je strelec. Takole podaja Skota, tam se je Koli odlično znašel na oddaljenejši vratnici, Max Barišić pa je vknjižil že Želel je podati na levo stran proti Brestu, naprej napadajo nogometaši Aluminija, strel proti vratom, odličen strel in gol! 1-1, strelec pa je Haris Kadrić. Lepo je nameril in z natančnim strelom ob oddaljenejši vratnici premagal Davida Adama. Takole zares zelo natančno odmerjen strel. Najprej si je lepo pripravil prostor za strel, tam bi Bručić moral. Krasno, Karničnik gre tule v prodor, Karničnik pred vrata in gol! Mura na Fazaneriji vodi z 1-0. Težko rečemo seveda, da nezasluženo. Zdaj so vendarle prebili obrambo gostov. Mula Husejnović pa je prišel. Govoriti, tu je Gregor Sikošek, eden najboljših podajalcev v ligi. Mudrinski je prišel do gola. Zadetek Mudrinskega za 0-1. Malce nerodno je bil videti zaključek srbskega napadalca, toda žoga je končala v mreži in Maribor vodi že na začetku. Glasujete za najzadetek po vašem izboru na naši spletni strani www.sportklub.si. Zdaj pa gremo na temo, ki je Dejanu zelo ljuba in ki ga vedno na našem sestanku zjutraj ponedeljek potlačim v zgodbo, da se ukvarja s temi recimo, ne spornimi, ampak tistimi, odločitvami, ki jih moramo še enkrat podrobno pogledati. Ja, in dela je kar nekaj, bom rekel, kar prijetnega dela, kajti ne nazadnje se malce učimo, izobražujemo, nekateri se tudi zabavajo, skratka kotiček, ki zanima marsikoga, rekel bi celo vsakega ljubitelja nogometa, kakršna sva seveda tudi midva in pa najini 3 gostje, vključno z Darkom Čeferinom, ki je nekako tu seveda najbolj merodajen, da poda ocene. Torej sledi sodniški pogled. In ker v sodniškem pogledu ne želimo izgubljati časa, bomo šli kar na prvo situacijo. Ob tem bom Darka Čeferina seveda znova lepo pozdravil v našem studiu. Povejte nam za začetek, ste bili generalno gledano zadovoljni s sojenjem po teh 3 tekmah v tem krogu? Ja, najprej lep pozdrav. Ja, kot ste pač omenil, iz mojega vidika in pa tudi vidika sodniške organizacije, moram reči, da smo bili po tem krogu zadovoljni z opravljenim delom sodnikov, da ni prišlo do, bom rekel, kakšne večje napake. No, pa poglejmo zdaj te zadeve, ki jih imamo pripravljene. Smo v Celju, 56. minuta. Celjani so tu zahtevali najstrožjo kazen, domnevni prekršek Mitrovića nad Božičem. Darko, verjamem, da ste si tudi sami pogledali te posnetke. Tu sodnik ni dosodil najstrožje kazni. Ja. Je ravnal pravilno, po vaše? V tem primeru je pomembno vedeti, a se je branilec dotaknil žoge oziroma je igral z njo. A se vam zdi, da se je tudi dotaknil žoge? Iz tega zornega kota, če se vrnemo nazaj na prvi posnetek, deluje
deluje, da se dotakne. In v primeru, da se dotakne, potem ne gre za prekršek. To pomeni, potem napadalec pade preko branilčevih nog in ne gre za prekršek. Bistvo pa je, tako kot sem rekel, a se dotakne oziroma igra z njo ali ne. Na enem od teh počasnih posnetkov deluje, da se dotakne. Tako da v tem primeru gre potem za pravilno sodnikov. V tem posnetku, kaj se vam zdi, dotik ali ne? Tu se bolj zdi, da ne. Se pravi, imamo različne kote kamer, zadost je, da se na enem posnetku vidi, da se je dotaknil in je zadost. In je igralec igral žogo. Če se ne bi dotaknil, potem je to druga stvar. Ampak se pravi, težko je, kot poglavitno bistveno je, ali je igral žogo, se je dotaknil z njo ali ne. In na enem od posnetkov deluje, da je igral z njo. Ampak zdaj še ena zadeva, verjamem, da so mnenja deljena okoli tega štarta. Bom samo rekel, vse to pa se niti ne bi zgodilo, če bi sodnik 2 sekundi predtem pri tej podaji proti Božiču, to zdaj gledamo, dosodil prepovedan položaj, ki je, če gledamo črte po košni trave, mislim, da nedvomno bil. Ja, tukaj je pa, najprej bi rad poudaril, to se pravi, na osnovi tega posnetka, kot ga vidimo tukaj, za gotovostjo ne moramo reči ne eno, ne drugo. Torej, ne ali gre za nedovoljen položaj oziroma ali gre za nedovoljen položaj. Na osnovi tega posnetka za gotovostjo tega ne moramo reči, vemo pa, da v sistemu VAR, ko se pa izrišejo linije offside-a, dobimo potem, to se pravi, postavimo točko na branilcu, ki je najbližja prečni črti, potem točko na napadalcu, ki je najbližje prečni črti in potem sistem izriše, dobimo vertikalno projekcijo, jasno sliko in potem lahko rečemo, ali gre za nedovoljeni položaj oziroma ne. Tukaj vidimo... To je jasno, ampak če bomo še enkrat videli posnetek, recimo z bližnjega celotnega zaslona, mislim, da tu ni neke debate o tem, da je šlo za offside. Kaj menite? Aha, to se pravi, vi ste mnenja, da ne gre za nedovoljen položaj, ali da gre? Mislim, videti je, kot da gre za očiten prepovedan položaj. Ja, jaz, če povem iz mojega vidika, tukaj, če vidimo branilca, videti moramo, da je nagnjen s telesom naprej. Ne smemo gledati nog v tem primeru, ampak gledamo najbližjo točko, ki je najbližja prečni črti. In zdaj, če bi postavili točko, ne vem, na ramo, na glavo, v bistvu. Na glavo celo, in potem točko tudi na napadalcu, in ko bi dobili vertikalno projekcijo, to se pravi, reče se cross air, ko potegne črta navzdol, tam bi se pa točno potem dejansko lahko videli, ali gre za nedovoljen položaj oziroma ne. Na osnovi tega posnetka za gotovostjo tega ne moramo reči. Okay. Dobro, ta prva situacija je mimo, oziroma kar 2 v eni sami. Gremo na naslednjo zadevo, ki se je zgodila na drugi strani v kazenskem prostoru Celja, ko so Mariborčani zahtevali najstrožjo kazen. Znova ni bila dosojena, 68. minuta. Voloder je takole preigraval ob Marandiču, padel v kazenskem prostoru. Tule bomo še enkrat detaljneje videli. Zdi se, da je tu prišlo do stika celjskega branilca s kolenom v mečno mišico napadalca, oziroma v tem primeru sicer tudi branilca Maribor, ampak v tem napadu je napadal proti celjskim vratom. Darko, kako ste vi videli tole situacijo? Je sodnik pravilno ocenil, da tu ni prekrška? Tukaj bi rad povedal, da to se pravi, vidimo najprej že od začetka, da pač branilc zgubi eno ravnotežje. Tukaj zdaj to vidimo, oziroma ne še zdaj. Zgubi ravnotežje in potem pride do kontakta seveda z napadalcem. Je pa pomembno, kontakt, vemo, da je pač nogomet šport kontakta in da ni vsak kontakt prekršek. In v tem primeru, ko dobro pogledamo, vidimo, da ne gre za prekršek, da bi ga branilc delal ali z nogo ali z roko, seveda pa pride do kontakta, ampak ta kontakt ni zadosten, da bi sodnik moral dosoditi kazenski udarec. Vidimo, da izgubi ravnotežje, pride do kontakta, oba padeta po tleh, vendar še enkrat, ne vidimo prekrška niti z nogami, niti z rokami in v tem primeru potem ne gre za prekršek. Kontakt pa je, ampak ni vsak kontakt, kot sem rekel, prekršek in pa celo za kazenski udarec. Morda Dejan in Timi, če vaju malce vključim vse te situacije, Darko meni, da so v glavnem pravilne, kako ste jih vidva videla? Pa mislim, meni je sprva malo fascinantno, kako se kriteriji spreminjajo glede, kje nastaja situacija.
če bi jaz naprimer nekoga tako na sredini, malo s kolenom, po bedri, po božju, sigurno ne bi bil prekršek, tukaj pa v kazenskem prostoru pa je to neka čist druga pesem in se pogovarjamo o penalu. Zdaj, gledali smo tudi tekmo Maribora, ne bo mogoče jaz malo pristranski, ampak ne vem, v prejšnjem primeru tam mislim, da ni bilo stika žogo in bi jaz dosodil penal nad Božičem, ampak predtem je pa bil po mojem tudi offside, ne. Tako da v bistvu VAR bi lahko obe situaciji spremenil in bi na koncu bilo v bistvu isto, ne. Tukaj pa jaz tudi ne bi dosodil penala, no. Spogledam na to, da je to res centralni branilec, ki so ponavadi fizični in močni, pa tukaj tako pade, jaz bi ga jaz na treningu, če bi bil svoj igralec malo zabavo, da je lahko pade, ampak ja. Je pa bilo potem zanimivo še v 93. minuti, še en padec smo videli in znova situacija za morebiten kazenski Znova v bistvu kar dve zadevi. V 93. minuti imamo pripravljen seveda tudi ta posnetek. Takole se je začela akcija. Padec, mislim, da Jakobsena v kazenskem prostoru. Žal se je to zgodilo pravzaprav v zadnjih sekundah tekme in v bistvu niti nimamo posnetkov, ki bi jih dobili za vrati, ko bi lahko adekvatne zadevo preverili, pa tudi Makambu s telesom malce zakriva situacijo. Darko, verjamem, da ste si tudi to zadevo detaljne pogledali. Kaj menite? Ja, seveda smo si pogledali tudi to zadevo, ta dogodek. In kot ste že samo omenil, iz tega posnetka, kot ga mi imamo na razpolago, pa ko ga vidimo, ponovno ne moremo reči za gotovostjo, oziroma ne vidimo prekrška. Gre za kontakt med igralcama, prav gotovo, in potem napadalec pade. Vedeti morate, da to se pravi napadalci, ko začutijo kontakt, kar velikrat se to dogodi, potem pač padejo oziroma želijo od sodnika, da bi dosodil prekršek v njihovo korist. Sodnik je pa, vidimo, v dobrem položaju, popolnoma zraven, tako je odmahnil, da za njega ne gre za prekršek. Tukaj vidimo, nekaj se dogaja, pa točno ne vemo, kaj ampak predlagam, da gremo takoj še na naslednjo situacijo, ki je bom rekel, prilepljena temu posnetku roka. Jasno, da smo v oddaji pod prečko. Zdaj bomo videli še igro z roko Mitrovića. Prav tako v tem posnetku režija samo v nadaljevanju po tem padcu, ki smo ga videli, se zdi, da je Mitrovića žoga zadela v roko. Darko, to ste si tudi pogledali? Smo si pogledali tudi to zadevo in tukaj pa pomembno, da vemo, oziroma v katerih primerih, oziroma kakšni so kriteriji, ko sodnik dosodi prekršek zaradi igre z roko. In to bo potem v nadaljevanju. Ja, to je še prekršek v nadaljevanju, pa potem tista igra z roko. Če se vrnem na te kriterije, pomembno je, oziroma ključno vprašanje je, na katerega si sodnik mora odgovoriti, ali je roka v normalnem položaju za dotično konkretno situacijo. To je pač bistveno vprašanje. In v tem primeru, če ga bomo videli tudi v nadaljevanju, bomo videli, da je roka branilca popolnoma v normalnem položaju za to akcijo. Ob telesu, ne dela se večjega, širšega. To je zdaj ta posnetek. V trenutku, ko pride do kontakta, zdaj, če se ostal, se vidi, da je roka ob telesu v normalnem položaju za to akcijo in seveda ne gre za kršitev, to se pravi, da bi sodnik moral dosoditi igro z roko. Vidimo, roka ob telesu, normalni položaj, ne dela se večjega, širšega in pravilna odločitev, ne gre za kršitev. Torej, kar veliko je bilo zadev, ki so bile sporne, 11 metrovka da ali ne, glavni sodnik se ni odločil pri nobeni od teh situacij. Gremo na hitro še na tekmo. Jaz ne bi imel nič proti, če bi pokazal na belo točko, pa bi se mogoče tudi igra razvijala malo drugače, seveda v hecu, da pade še kakšen zadetek več. Ampak ja, gremo naprej, gremo na Aluminij Koper. Izključitev? Ja, izključitev koperskega nogometaša. Jerič Balta je prejel 2 rumena kartona. To je ta drugi. Tukaj je igralec Aluminija Darko napravil prekršek, mislim, da je to Mertik tudi pokazal, potem pa je reakcija Jeriča Balte bila za drugi rumeni karton in posledično izključitev. Ja, tukaj vidimo na posnetku evidentno, tukaj najprej prekršek branilca, igralca rdečih, z vlečenjem zaustavlja napadalca, ampak takoj zatem pa vidimo tudi reakcijo, to se pravi igralca rumenih, ko z roko s komolcem pač zadane nasprotnika v predel obraza. Poravna račune. To pomeni definitivno
sta to oba prekrška to se pravi brezobzirna prekrška, kar pomeni rumeni karton, in sodnik je temu pač postopal v tem redosledju in je najprej opomnil branilca zaradi vlečenja in potem opomnil še, to se pravi igralca Kopra z rumenim kartonom zaradi brezobzirne igre, glede na to pa, da je bil že predtem je že imel rumen karton, je pa normalno pač igralec izključen. Ja. Sodnik v takih primerih ne razmišlja, ali igralec že ima rumeni karton oziroma ga nima. Okay, zdaj pa gremo na hitro še nečemu, kar se reče Premier Liga. Na hitro, kajti že v prenosu tekme sem dejal, da bomo tole uvrstili izjemoma, kar se kakšnih tujih lig tiče v našo rubriko, kajti gre za res nenavadno situacijo, Darko, ampak na koncu videli smo po posredovanju VAR-a, zadetek ni bil razveljavljen. Zdi se, da tudi ni imel nekega tehtnega razloga Martin Atkinson, da bi ga lahko razveljavil. Ja, kot ste omenili, to se pravi, najprej, če povem, sodnik v skladu s pravili igre je pravilno priznal zadetek, če začnem tako. Potem pa, ker za sodnika v trenutku, to se pravi, za njega ni prišlo do nobene kršitve, zaradi česar bi sodnik moral prekiniti igro. Kajti prekršek je storil njegov soigralec. Oziroma ga pohodil, ni šlo za prekršek v tem primeru. In glede na to, da se je žoga takoj odbila proti vrhu kazenskega prostora in kot vidimo, napadalec takoj pride do žoge in je udari proti vratom, doseže zadetek. V tem trenutku, to se pravi, sodnik je sledil gibanju žoge, kar je popolnoma pravilno, in on je zaznal vratarja, da leži na tleh ob udarcu na vrata. In sodnik nima nobene, to se pravi, popolnoma pravilno je ravnal, da je pač žoga je končala v vratih, potem je dobil informacijo izvor sobe strani VAR sodnika, da je prišlo do, pač soigralec je pohodil vratarja in pravilno mora zadetek biti priznan. Rad bi pa povedal v takem primeru, to se pravi navodilo sodnikom, kako postopajo v podobnih primerih, če se zgodi, to se pravi, da nekdo od igralcev obleži ali v vratarjevem, ali v kazenskem prostoru, ali kjerkoli druge na igrišču, ampak še posebno seveda v kazenskem prostoru, in da za sodnika ne gre za kršitev, da sodnik ne prekine igre takoj, ampak potem, ko je žoga udarjena izven kazenskega prostora, proti sredini igrišča, takrat prekine igro in potem gre do igralca in preveri, ali igralec potrebuje pomoč oziroma zaradi česarkoli je pač obležal na tleh. Morate pa vedeti, da sam po sebi sodnik pa ne sme prekiniti igre takoj, ker s tem bi igralci začeli to izkoriščati in ko bi prišlo do ene zapletene situacije, bi pač se vrgli oziroma padli po tleh in želeli od sodnika, da dosod da prekine igro. To bi bilo hecno, sploh če bi svojega. No in danes bomo Arsenal videli na Sportklubu 1 v neposrednem prenosu, zato zdaj hitimo naprej z oddajo, gostujejo topničarji pri Evertonu. Hvala lepa, Darko. Hvala. Mi gremo na najizjavo tega kola, tokrat pripada Koprčanom. Ne vem, mene moti, ker je, ne vem, pač preveč je nekih prekinitev in jaz bi pač sam rad, da se več igra nogometa. No, sem rekel tudi sodniku, čeprav naj nam ne piska favle, samo da se igra. Mislim, da je za našo ligo dobro, se pravi, če hočemo igrati Evropo, da moramo malo pustiti več duela. Je pa res, da je bilo nocoj malo nevarno, mogoče zaradi tega. No. Ampak nasplošno pa mislim, da nam malo premankuje tega duela. No. Timi, samo komentar, nam primankuje malce bolj čvrste igre. Jaz se absolutno strinjam. Ampak seveda vse ima svoje mnenje, pa svoje meje. Je pa res, da sam sem mogoče bil v tujini v Angliji in sem pač doživel tisti njihov način igre in se dost razlikuje temu našemu in tudi sodniške odločitve tam so zelo različne našim. Ampak tako je, vsako okolje mora se prilagoditi in kaj smo. Tim je igral v Angliji tudi pod taktirko Franka Lamparda in to si bova prihranila za kakšno drugo njegovo gostovanje v naši oddaji Pod prečko. Zato pa bomo zdaj pogledali, kaj se je še dogajalo v slovenskem nogometu po naši državi.
V drugi slovenski nogometni ligi so se nekateri klubi že podali na zimski premor, tako da smo v zadnjih dneh videli le nekaj zaostalih obračunov. Gorica je v 5 dneh odigrala 2 tekmi in si zmago nad Nafto zagotovila še nekaj dodatne prednosti na lestvici pred drugim Triglavom. Primorci so na odmoru vseeno odšli slabše razpoloženi, saj so v nedeljo izgubili zadnjo Dravo, kar je bilo vsekakor veliko presenečenje. Po 2 tekmi sta odigrala tudi Krško in Nafta. Lendavčani so ob porazu z Gorico z 2-0 ugnali Krško, ki je ob tem remiziralo z Dobom. Do zmage pred premorom je prišla še Krka, ki je doma z 2-0 ugnala Jadran Dekane. Kaj to pomeni za lestvico? Gorica ima na vrhu 5 točk prednosti pred Triglavom, na 3. mesto pa se je z dobro formo v zadnjih krogih jesenskega dela prebila Rogaška. V spodnji polovici lestvice bo spomladi zelo napeto. Na zadnjem mestu so Brežice, ki za Dravo zaostajajo za 2 točki. Zadnja tekma pred zimskim premorom je na sporedu 11. decembra, ko bo Roltek Dob gostil Nafto. Prvi strelec druge slovenske nogometne lige je 14 goli Tin Matić, zimski premor pa bo trajal do marca. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je prejšnji torek odigrala še drugo tekmo v novembrskem reprezentančnem oknu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Po visoki zmagi nad Estonijo so Slovenke tokrat žal remizirale z Grčijo in si s tem zelo otežile boj za prvo mesto oziroma drugo mesto. Na vrhu skupine ostajajo Francozinje, sledi reprezentanca Walesa, Slovenija pa ob tekmi več za prvim mestom zaostaja za 4 točke. Kvalifikacije se nadaljujejo aprila. Podobno kot v drugi slovenski nogometni ligi smo tudi v mladinski ligi videli nekaj zaostalih tekem. Ilirija je z 2-0 ugnala Krko, Bravo je bil boljši od Kopra in Krke, Mura je remizirala s Celjem in Olimpijo, Celjani pa so remizirali še s Triglavom. Na tekmi med Celjem in Muro smo videli 2 zadetka, Celjani so prek Armina Kahvedžiča povedli z 1-0, Vid Štefanec pa je v 71 minuti poskrbel za remi. Tako po zaostalih tekmah izgleda lestvica. Olimpija ima na vrhu s tekmo manj 30 točk in točko prednosti pred Domžalami. S po 26 točkami sledita Koper in Ilirija, nato pa že sledita Maribor in Celje, ki imata po 21 točk. Tudi kadetska liga je postregla z nekaj prestavljenimi obračuni. Videli smo 3 tekme 12. kroga, 4 tekme 13. kroga in 1 obračun 14. kroga. Ilirija ni izkoristila priložnosti za skok na vrh, saj je ob zmagi nad Krko izgubila zasedbo Brinje Grosuplje. Krka je imela priložnost, da se približa vrhu lestvice, a je na 2 obračunih osvojila zgolj točko. Na lestvici na vrhu ostaja Brinje Grosuplje, na drugem mestu je z 2 točkama zaostanka Ilirija, nato pa v strnjenem vrstnem redu sledijo Krka, Bravo in Domžale. Poglejmo še skupno lestvico mladinske in kadetske lige. Na vrhu ostaja Ilirija, ki ima z 2 tekmama več 4 točke prednosti pred Domžalami. V prvi peterici so še Brinje Grosuplje, Olimpija, Ljubljana in Koper. Kaj nas čaka za dan? Fantasy in mlajši kolega Jaka Kozmelj. Jaka? Ja, podobno kot seveda tele predstavljene tekme vplivajo na rezultate, na lestvico, vplivajo tudi na fantasy. Pa se bomo temu danes nekoliko bolj posvetili. In najprej seveda, kaj je s tekmo Bravo Radomlje. Tekma je na sporedu jutri, kar je pomembno v luči tega, ker jo bomo še vedno umestili nekako v tekoči igralni krog, kar pomeni torej, da vaše zbiranje točk za ta krog še ni popolnoma končano. Torej, jutri nas čaka tekma v Stožicah, tokrat za spremembo Bravo Radomlje. Vse točke, ki jih bodo nogometaši zbrali, se bodo pripisale torej še k vašemu obstoječemu krogu. Potem pa, kaj hitro, že naslednji dan, torej 8. decembra, tekma v Celju, Celje Olimpija. To pa bo tekma, ki prinaša tako imenovani dvojni krog. To pomeni, da se bo naslednja tekma Celja in Olimpije štela torej obema ekipama v naslednji krog, kar pomeni Celje Olimpija in potem še Tabor Celje, se pravi, igralci izbirajo dvojne točke, enako velja potem za Celje Olimpija in Radomlje Olimpija. Torej, nogometaši Celja in nogometaši Olimpije z dvojnima krogoma, kar pomeni, da so seveda zelo, zelo recimo privlačne izbire za fantasy, ker bodo imeli jasno 180 minut in še tiste sodniške dodatke, da zbirajo točke, tako da za naslednji krog absolutno priporočamo igralce teh 2 ekip, razlog pa tule za mano. Zdaj nekaj tekem je seveda bilo odigranih in imamo tudi recimo temu lestvico za zdaj najbolj uspešnih v tem krogu, ampak morda še pred tem, kar je prav tako pomembno, tekmi Olimpija Mura in Domžale Olimpija še nimata datuma. Kar pomeni, ker bosta verjetno
predstavljena pomlad, da bo imela Olimpija tudi takrat te tako imenovane dvojne kroge in ja, mislim, da je zdaj res čas, da imate nogometaše Olimpije, ker tekme, ki jih niso odigrali, jih bodo zdaj seveda morali. No, torej pa, da se zdaj vrnem na tisto lestvico, ki sem jo že omenjal, torej najuspešnejše v tem krogu. Odigrane so bile torej 3 tekme, Žan Karničnik pa je zbral 12 točk, zahvala tudi kolegom iz športnega častnika ekipa, ki so nam pomagali malce seštevati tele točke. Na drugem mestu po uspešnosti Gregor Sikošek in potem 3 napadalci s povsem enakim izkupičkom golom, ki jim je prinesel po 8 točk, Mudrinski, Mula Husejnović in Koli, torej na tele lestvici. Dejan, imaš koga od teh v svoji ekipi? Ja, imam. Ognjena Mudrinskega imam. Tudi meni se včasih zatakne, ampak tebi se je ravno, ko si bral imeni tistih, ki sta osvojila največ točk v tem krogu, torej predvidevam, da nimaš vsaj enega od dvojica Žan Karničnik, Gregor Sikošek. No, narobe predvidevaš. Oba imaš? Ne, oba nažalost nimam. Odločil sem se med Palčičem in med Karničnikom, pa sem se odločil narobe. Gregorja Sikoška pa imamo v svoji ekipi. Povej mi na hitro še, kdo bo tvoj kapetan, kdo bo podvojil točke, kaj ti v zadnjih krogih ti glede tega ne gre in da vem, koga jaz ne smem potem. V naslednjem krogu bom izbral Almedina Zilkića. Hvala lepa. Ampak njega se mislim tudi jaz, zdaj imam težavo. Zdaj, mislim, hvala, Jaka. On ne bo najboljši spal zdaj, to, kar si napovedal. Dejan, ti mi je priljubljen fantasy v slačilnici Olimpije? Žal ne. Ne? Ne. Ne še? Ne še? Še mogoče pa bo. Mislim, da je to dost nova stvar, ne? Ja, dost nova, ko gre za slovenski fantasy. Sicer pa v Angliji zelo razširjena in vse bolj se širi tudi v Sloveniji. Dejan, vi veste kaj več o tem? Niti ne. Mislim, poznam zadevo, ampak jo ne sodelujem in tudi mislim, da igralci nekaj preveč veliko. No, zdaj mislim, da je vajina naloga, da se, glede na to, da gre za našo ligo in da ne gre za nikakršne stave ali kaj takšnega, z veseljem lahko priključita. Darka pa ne upam vprašati, kaj ti potem bi lahko dosodili njegovi kolegi 11 metrov, ki ga ima v ekipi. Lahko odgovorim, da ne igram niti, oziroma slišal sem, oziroma tako, ko poslušam, ampak to je pa tudi vse. Dobro, gremo mi zdaj še na pare prihodnega kola, se pravi naslednjega konca tedna. Čeprav ste slišali, tudi Jaka je prej že omenil, da se bodo tekme igrale tudi med tednom, torej jutri nas že čaka tekma v neposrednem prenosu, v sredo nas čaka tekma v neposrednem prenosu, jutri najprej Bravo Radomlja, 15. v sredo pa Celje in Olimpija. Kaj pa to pomeni za konec tedna? Tabor Celje, Radomlje, Olimpija, Maribor, Domžale, Bravo, Aluminij, Koper, Mura, kjer bomo z vami tudi studijskim delom, pa bomo videli, če bo Koperčanom uspelo zadržati prvo mesto na razpredelnici po tem prvem delu sezone. Potem pa že sledi po Bonifiki v nedeljo, seveda dan kasneje, v ponedeljek, nova oddaja in že sedaj vas seveda lahko povabim. Znova bomo skupaj v ponedeljek zvečer, mislim, da ob 20. kaj ne? Ja, definitivno. Hvala še enkrat vsem trem za vaše komentarje. Hvala pa tudi vam, spoštovane dame in cenjeni gospodje. Dejan je napravil že krasno uverturo, prej sem že omenil, torej torek, pa sreda je čas za slovenski nogomet in potem konec tedna, ponedeljek pa se ponovno družimo v oddaji Pod prečko.